Spoštovane in spoštovani, smo v slovenski prestolnici, najlepšem mestu na svetu. In za tiste, ki Ljubljane ne poznate tako bolj dobro, pa moramo najprej povedati, da je to v bistvu sladkorna rafinerija. Natančneje je po domače rečeno to cukrarna. Zgrajena je bila leta 1828 in sicer sta jo zgradila družabnika Rossmann in Pelikan, borzna veletrgovca iz Trsta, ki sta tole stavbo namenila in jo zgradila za predelavo sladkorja. Natančneje za sladkorno rafinerijo. Vendar 20. julija 1828, ko sta jo postavila v aktivno obratovanje, se je 30 let po tistem, natančneje 28. avgusta 1858, zaradi nepazljivega delavca, ki je povzročil požar, ta tovarna enostavno spremenila v pogorišče. In zaton ljubljanske rafinerije se je začel s tem požarom. Od leta 1864 do leta 1866 je ta objekt služil rekrutom. Od leta 1870 pa so v tako imenovani cukrarni dali prostor oziroma so jo namenili državni tobačni tovarni, ki je tu delovala do leta 1872. In leta 1873 je bilo poslopje namenjeno kasarni, kar je tako imenovana cukrarna ostala do padca monarhije. No in seveda cukrarno bolj poznate vsi po tako imenovanih kulturnikih, kar tudi so, in sicer Dragotinu Keteju, ki je leta 1899 tukaj umrl, leta 1901 pa je tu umrl Josip Mur Aleksandrov. In tukaj se je zatekal v to cukrarno zato, ker seveda ni imel s česa živeti. Lastništvo je nato prešlo na podjetje Pletenini tkanin in po drugi svetovni vojni so kleti služile za zaklonišče. No in zdaj smo že v letu 1955, ko so na zahodnem delu severne fasade odkrili spomeninsko ploščo in del objekta razdelili v 3 dele. V tej delu pa piše: v tej hiši so imeli pri preprosti in plemeniti ženi Poloni Kalanovi dom in zatočišče, Murn, Kete in Cankar ter Župančič in njihovi prijatelji. In tako je zanimivo ta objekt postal, boste verjeli, kulturni spomenik. Da bi bil industrijski kulturni spomenik, ok. Ampak postal je zaradi tega, ker so tukaj životarili in preživljali konec svojega življenja prej omenjeni naši kulturniki. No in zdaj smo že v 20. stoletju. In kaj se zgodi? Ta objekt postane dom za brezdomce. In kaj se dogaja s temi brezdomci? Tukaj životarijo. Vendar se ostrešje, kot vidite že zdaj, ki je nekoliko bilo posnet zelo prenovljeno, počasi ruši in mesto se odloči, da v bistvu objekt sprazni. In tako
se tudi zgodi. In seveda, ko pride na mesto župana, sedanji župan Zoran Janković, se odloči za velike projekte. In to se zgodi leta 2009, ko Mestna občina Ljubljana pripravi načrt. In osnovna načrta se imenuje Ena hiša, po kateri naj bi območje Cukrarne do leta 2014 spremenili v sodobno upravno središče. Vendar zaradi tako imenovane gospodarske krize, ki je nastopila, kot vemo, leta 2008, se izgradnja kompleksa, ki naj bi stala okoli 150 milijonov evrov, premakne v nedoločeno prihodnost. In kaj se zgodi? Ta znamenita cukrarna ali sladkorna rafinerija začetka se počasi spreminja v razpadajočo hišo. In leta 1918, to je letos, se le uspešno zaključi razpis z izvedbo prenove prvega gradbenega dela projekta, ki se začne 10. oktobra 2018 in se ga poveri podjetju Strabag, avstrijski gradbeni hiši, družbi, ki naj bi na tem mestu zgradila in uredila galerijski prostor za mesto Ljubljana. Vidite, to je neke vrste kratka zgodovina sladkorne rafinerije, ki je tukaj pred vami zdaj kot razpadajoča zgradba. In če smo zelo pošteni, če bi jo zrušili, ne bi bilo nikakršne škode. Zakaj ne? Namreč prenova te zgradbe bo stala. Meščane Ljubljane, ne boste verjeli, 21 milijonov 600 tisoč evrov. In vprašanje je, kdaj in kako bo prenova zaključena. Vidite, tako delamo mi v najlepšem mestu na svetu. Tisti, ki trdijo, da je to objekt z velikega zgodovinskega pomena, zaradi prej omenjenih kulturnikov, Murna, Keteja, Cankarja, Županča, njihovih prijateljev, ali ljudi zavajajo, ali pa se delajo za nas, ki menimo, da je kultura nekje druge, norca. Ampak tako je v državi, ker imamo veliko denarja in ne pravih idej. In lepo se imejte s tem pogledom na sladkorno rafinerijo, ki je, kot rečeno, to postala 20. julija leta 1828. Danes pa smo mi, kot veste, oktobra leta 2018 in videli bomo, kaj se bo zgodilo čez nekaj let, ko bo to dejanje velikega projekta Mestne občine Ljubljana dokončano. In lep pozdrav iz tako imenovanega kulturnega in zgodovinskega središča Cukrarne ali uradno rečeno sladkorne rafinerije Ljubljana.